v sklopu med Jugoslavijo in Slovenijo je Damjan Guštin po oboroženih silah v prelomnem trenutku. Spoštovani, kar se tiče seveda vojske države, je povsem v drugem pogledu kot marsikaterem političnem. Vojska je pač subsistem in to zelo pomemben subsistem držav, ki je tradicionalen in pravzaprav se ohranja vedno še naprej, ravno zaradi tega, ker ves mednarodni red temelji na vzdrževanju odnosov med državami na nekih znosnih ali včasih neznosnih. In vojska ima seveda v neznosnih razmerah in vojska ima seveda pri tem vedno v načelu jasno, princip, dolžnost tudi pooblastilo, da to državo ohranja. Kar je še zelo značilno za vojsko je seveda, da je tradicionalno, da se zelo dolgo že obstaja in povezuje z državo in to govorim zato, ker je seveda to zelo pomembno dejavnik tudi, ko govorimo o vsebinskih zadevah. Ker če pogledamo Slovenijo in slovensko situacijo, je seveda lahko, to je lahko teza, da je vojska mesto odsotnega. Zakaj? Zato, ker seveda dokler države ni za polno suverenostjo s tistim, kar lahko rečemo suverena slovenska država ali suverena Slovenija, je seveda pravzaprav zelo težko govoriti tudi o kakršnikoli slovenski vojski brez kakršnekoli obrane. In če gledamo 20. stoletje, je pravzaprav seveda res značilnost tega, prav pomanjkanje ali prizadevanje, ali pa tudi seveda zadržek do tega, da bi imeli popolnoma slovensko vojsko spet. Tule spodaj sem dal en citat, ki je seveda zelo zanimiv in govori o tem, kako je en del elite, ki je vodila osamosvajanje in ki je narekovala vsebino in tudi tempo, razmišljal o svoji zgodovinski, da tako rečemo, svoji zgodovinski nalogi in ne samo o svojem, seveda tudi o širši, tako rečemo, slovenski situaciji. Ni pa to seveda tako zelo enako, kot je bilo recimo v prvem primeru in v drugem primeru. Glede na čas se seveda ne bom vračal nazaj, predvidevam, da leto 1918 in problem, kaj je predstavljala tudi Slovenija in seveda v druge svetovni vojni, kjer imamo seveda ne samo en del, ampak pravzaprav v potek razvoj v teh smerih. Kaj je tudi to predstavljalo? Mislim, da se je tudi že kolega Čepič v osnovi, ko je govoril o državi, opredelil in se popolnoma strinjam z tem. Če bo potreba, se bo pa stvar še vrnem nazaj. Če gledamo vojaško plat osamosvajanja in ustvarjanja slovenske oborožene sile slovenske države, ko rečem slovenske, mislim, zmeri seveda slovenske države, jo je treba tako rekoč vedno vezati. Ta odnos vsekakor ni bil neutralen. Na eni strani je
dolg, tihi, sprva tihi, pozneje mnogo bolj v javnosti odmevajoč konflikt z jugoslovanskim vojaškim vrhom. Kot jugoslovanskim vojaškim vrhom, ne samo kot delom ali pa pomembnim delom zvezne oblasti, ne gre samo za relacijo zveza ali pa zveza republika, ampak seveda tudi za dejansko relacijo med vojaškim vrhom in Slovenijo, kakorkoli jo že razumemo, pa slovenskim vodstvom. V dveh smerih seveda eno je ta ideološka, ker je konec koncev jugoslovanska ljudska armada je bila tako imenovane socialistične vojske, kjer je pač vojska imela točno določene uporabne pač sociološke opredelitve, ki je imela seveda ne samo zgolj osnovno obrambno funkcijo, pač pa čisto drugačno vpetost v politični sistem in pa pravzaprav tudi v državni sistem. In seveda, na drugi strani, tisto, kar je osnova vsake vojske, da je zavezana obrani ozemeljsko integriteto. Tukaj ne seveda lahko povežemo dogajanje konkretno z reorganizacijo vojske v poznih 80-ih letih, ali pa v drugi polovici 80-ih let. Povežemo lahko prvi z posledično redefinicijo vloge teritorialne obrambe in potem z diskusijo o vojski, ne samo o njeni poziciji v družbi, pač pa seveda tudi o konkretnih, mnogo bolj konkretnih stvareh, recimo o vprašanju izjem prisluženja vojaškega roka in podobne zadeve. Ta reorganizacija vojske je na eni strani seveda nam dosti krat vidna, predvsem kot odzemanje pristojnosti, ukinitev armadnega poveljstva, Ljubljane in tako naprej, skratka, vse to, ampak je pa seveda tudi odgovor jugoslovanske ljudske armade na nove varnostne situacije z koncem, z opuščanjem napetosti s koncem hladne vojne. Tako da, če bi obdržali, zdaj smo spet tam, če bi se obdržalo še normalno okviru država in ta varnostna reorganizacija, bi najbrž postopoma opustili sistemne celote. Bi najbrž, toliko se obdrži. In prišli spet na klasični sistem, kot je bil, kot običajna zadeva, kar zadeva vojsko. Če se približamo samemu osamosvojitvenemu, ožjemu osamosvojitvenemu obdobju, je seveda po moji izhodbi, pa ne samo po moji izhodbi, zelo opredeljujoča ali pa pravzaprav najbolj opredeljujoča zadeva, ki je usmerila na to tok tudi celo osamosvajanja, vsaj nekaterih velikih, tako imenovano odzem orožja, teritorialne obrambe. Uporabljam ta termin, ne glede na to, da gre seveda za lahko vsaj ne 3 ali 4 še druge termine, kaj bi bilo od razložitve do... Ampak skratka, vsekakor gre za blokado in dejanski prevoz orožja v teritorialne obrambe v vojaška skladišča, kjer bi bili oziroma je bilo pod nadzorom jugoslovanske ljudske armade in to nekatero, oziroma pravzaprav večina celo do junija 1991, pa junija 1991. Od tu naprej imamo, seveda se zdi skoraj logičen tok, ki ga pa je treba pravzaprav razporediti
ali pa razdeliti na dve stvari. Eno je vprašanje strategije, to zdaj ne govorim o tistem strategiji in taktiki, ampak nekaj drugega. Kaj slovenska država s plebiscitom, pa pravzaprav, če jo gledamo elito, seveda tam od poletja leta 1990 pravzaprav nima druge izbire oziroma drugega pogleda pred seboj kot pravzaprav neodvisna država. Pustno politično praktiziranje, ampak dejansko je to. In zdaj, kaj narediti z, oziroma kako dobiti slovensko vojsko? Če gledamo nazaj programsko, vzemimo zdaj Demosa, nekaj pomembnejši pri narekovanju vsebin, gre pravzaprav že pri Demosu za od začetka, ne bom rekel enakovredna, vsekakor pa dva pogleda. En pogled je seveda tisti, kot sem rekel, ki je, tako rečemo, iz srca. Jasno, vojsko potrebuje. In jo bomo seveda tudi imeli. Slovensko vojsko. Za nekatere je zadišalo potem malo pozneje, za nekateri so potem razmišljali malo prej. Vendar ta slovenska vojska, tu se zelo obranim, ni nujno, da je bila mišljena, da bo to teritorijalna obramba. Ali pri vsem. Lahko da pretirava, ampak iz spet takih drobnih, štarlečih delčkov iz spomena in podobno, se mi zdi, da to ni bilo samo popolnoma samo. Vse tja do oktobra 1990. Vmes imamo, da ne bom jo izpustil, ker zdaj zadnje čase smo imeli glede tega ogromno zadev, seveda to mestno prehodno zadevo za imenovano manevrsko strukturo narodne zaščite, se pravi neko substitut obrambnih moči, kjer se pač poteglijo not, kar bi bilo mogoče in kar se je dalo v tistem kipu organizirati. Med oktobrom 90 pa do plebiscita pravzaprav, kar se tiče te vojske, oziroma kar se tiče vojske za odločnost, lahko vidimo, zdaj spet delim naslovalce in preostale seveda, lahko vidimo pravzaprav odločenost, da je to zdaj brez diskusij. Če gledamo recimo zakon, spremenjen zakon o obrambi in zaščiti, oziroma potem spremenjen zakon o vojaški dolžnosti, so prišli v obravnavo, mislim, da prvi že tam 10. novembra 1990 sprejeti biti bistveno poznato. V obravnavo pa že tako je tako. Plebiscit, oziroma boljše rečeno, še ena stvar se tukaj, kar se tiče strategije, in tukaj oblikuje. In to je na najvišji ravni, na ustavni ravni. Takrat je koncept, da bo ustava odločila ali določila neodvisno obliko vsebino odnose neodvisne republike Slovenije. Štart junija, potem prvi predlog pride v javno obravnavo 12. nekaj takega oktobra 1990. Ta osnutek ima, mislim, da je edini člen v ustavnem besedilu, ki ima alternativo.
ta alternativa je popolnoma kontradiktorna. In obod podam sta seveda tale drugi, ki je krajši, je tam imenovan kot variantni člen, se pravi, da kljub vsemu ni popolnoma enakovredna, ampak to je ustava, oziroma to je osnutek dokumenta, ki je pač lahko rečemo šel skozi parlamentarno ustavno komisijo. Kaj je tukaj zade? Tako imenovana demilitarizacija oziroma vprašanje sploh. Potem se ta demilitarizacija seveda zelo različno razume, zelo različno interpretira. Demilitarizacija je pomenila nekoč pravzaprav neko, rečemo, programsko gorjačo usmerjeno proti jugoslovanski ljudski armadi, ki je seveda dejansko zelo odkrito zelo glasno tudi že. Na drugi strani so v tej tako imenovani demilitarizaciji seveda tudi te nujne stvari od služenja v civilnega vojaškega roka, torej izven vojske, brez orožja in še, kar je pravzaprav lansirala zelo veliko predvsem mladinska organizacija, če zdaj to preberemo politično, seveda je to na opozicijski strani, ampak ni tudi znotraj Demosa, ni brez pristašen Konstancu najbolj izrazit, če ga tudi imenujemo, potem recimo je član predsedstva Lutka. Vsekakor je toliko moči, ne govorimo o teh političnih in vsebinskih diskusijah, ki so pripeljale do tistega prej postavljene alternative, pač pa seveda res je toliko bilo vsaj recimo pritisko ali želja, da je ta prišla v diskusijo. Z ustavo veste, da se je začelo potem komplicirati, zato je sledil plebiscit je odločil 6-mesečni rok in ta 6-mesečni rok je seveda za, če gledamo vojsko, pravzaprav rok, v katerem je treba to vojsko izoblikovati. Če so si potem pozneje očitali, da nekateri, ki so opravili svojih nalog, da danes ne vem, ali bomo imeli denar, ali bomo imeli nacionalno gospodarstvo, ali bomo imeli nekaj drugega, tukaj pravzaprav lahko rečemo, da gre za hiter, poskušajoč pravzaprav prehiteti čas. Prehiteti čas, da bi 25. junija, oziroma recimo takrat 25. junija seveda še niče ne vedel, ampak 26. junij se je imel kot zadnji dan, tistega zadanega roka, seveda takrat ne bi imeli že izdelano vojsko. Zato tudi tako veliko razočaranje ali pritisk, seveda tudi tistih, zlasti seveda tudi Janeza Janša in krog, ki je oblikoval to vojsko, nam vse ovire, ki so se začeli pojaviti. Najhujša je seveda bila ta problem demilitarizacija oziroma obeh zakonov, ki si jih je želeli oziroma v parlamentu. Od tu gredo tudi marsikatere, to sicer ni zgodovina, smo tu bolj komentar, marsikatere zamere poznejše. Drugo varianto
Janša je to ocenil kot zahtevo po hitri enostranski razorožitvi, čeprav da se najde marsikaj v tistih govorih v parlamentu in tudi v pisanju javnem, ampak seveda ta zahteva po hitri enostranski razorožitvi je zelo zašpičena. Kaj je želja drugih, ki ustrajajo pri teh obrambi brez vojske. Drugi problem, ki pa je bil hkrati zelo jasen, je bil problem dolžnost, tudi seveda nekaj nazivati zagotoviti obrambo ali pa neko varnostno zagotovitev procesa osamosvojitve teh 6 oziroma recimo postopka 5-3 mesecev do proglasitve neodvisnosti. Tukaj imamo en dokument z precej hecnim naslovom, možne variante razložitve in tako naprej. Na srečo nam ga je avtor objavil v svojih spominih, to je Janez Janša. Predvidene možnosti variante, pravzaprav, kaj bi se lahko dogajalo do, ali pa predvsem je mišljeno seveda ob razložitvi. Od tega, da ne bo nič, do tega, da bo izbruhnila totalna kriza, varnostna kriza, se pravi intervencija na jugoslovanski ljudski narod. In ravno iz tega, kar je bilo treba glede tega ukreniti in kar je nastajalo skupaj z vojsko kot strateška zadeva, pravzaprav pelje oziroma včasih tudi pokaže popolnoma nasprotujoče si zadeve. Osnova te varnostne zagotovitve je pravzaprav že preizkušen koncept, pa tudi edini možen, preizkušen koncept iz 1990-ga, iz 1990-ga, se pravi koncept obrambnih sil s 3 komponentami, milico, teritorijalno obrambo in seveda civilno zaščito, civilno obrambo, oziroma kako se nazvali, sicer še civilna zaščita, ampak civilna obramba je seveda nekaj širšega. In z to tako imenovano koordinacijsko skupino, potem so še podskupine za primer izrednih razmer. Razlagajo se, da je bilo to možno edino, kar je bilo predvideno z ustavom, in dejansko so te koordinacijske skupine v trenutku varnostne krize prevzele naloge, ki bi šle po vrstu ali vodstvu vsakega od teh 3 sistemov. Zlasti gre seveda za oba mnogo bolj organizirana sistema, kot je ta civilna obramba, potem tudi dejansko ni čisto dobro funkcionirala. Kar tukaj se začne seveda z oborožitvijo, z množstvom, z usposabljanjem povrniškega kadra, z preseganjem teritorijalnosti, teritorijalne obrambe. Če se spomnite, takrat velike vaje premikanja na daljši rok, na daljšo razdaljo, mislim, da šlo tam s Goriškem in Notranjskem in tako naprej. Kar pa je, ali pa recimo drugi pojav, tik pred nastopom te varnostne krize, ki so jo vsi predvidevali, je bila predvidena, ste imeli seveda na drugi strani temeljno reorganizacijo teritorijalne obrambe, ki če bi sledila samo eni smeri, je seveda popolnoma nesmiselna, je pa bila zelo pomembna za
prilagajanje teritorijalne obrambe dejanske državne vojske. To je ukinitev občinskih štabov teritorijalne obrambe, nehanje povezave, kar je bila teritorijalna obramba zelo močno vezana na pristojnostih, ne samo potem, da so se organizirali na občino. En del tega je bilo narejeno že v ustavnih dopolnilih jeseni 90 za ukinitvijo občinskih štabov, ustanovitvijo teritorijalnih močnih štabov, strajno kot nekaj povsem drugim. Zakaj? Te občinski štabi so imeli seveda za seboj na eni strani zakonske pristojnosti, na drugi strani pa seveda tudi dejansko 20 let življenja. In zdaj naenkrat brez popolnoma domišljenih rešitev seveda za vsakega od tistih članov občinskih štabov je to pomembno hud pretres. In kot se je pokazalo potem junija 1991 tudi zelo velik operativni problem. Ki, če bi se stopnjevalo malo vprašanje, kako, oziroma vojaške operacije, vprašanje, kako bi se to obneslo. In če končam zdaj le za uspešno ocenjevanje zmage in kakorkoli že, vsekakor uspešno vojaško obrambo neodvisnosti junija 1991. Teritorijalna obramba je seveda zdaj dobila polno legitimacijo za vojaško zmago. Vojaška zmaga pravzaprav se je začela tudi nekoliko tendenciozno, predvsem pripisovati vojaški komponenti. To iz tega, ker se potrebuje predvsem znanje, da Bavčarjeva razgledala njegov kolegijo, da se moramo pač mi malo makniti v zadnje, predvsem potrebuje teritorijalna obramba za javne izpostavitve. Na drugi strani same vojaškega ogrožanja, ki ni bilo še povsem končano, konec koncev vojaške situacije smo ravno prej slišali in seveda potem za ustavo je tako rekoč samoumevno tista variantni člen izpadel. Čeprav sem gledal, pa je izpadel tudi drugi del tistega prve variante in sicer da varuje ustavni red z dovoljenjem parlamenta oziroma za pomalo. 93. leta, po 2 letih mirnodobnega preurejanja in vseh notranjih problemov, je teritorijalna obramba dobila ime Slovenska vojska in s tem pravzaprav lahko rečemo dosegla tisto polnokrvni status državne vojske Republike Slovenije, ki sem predolg že tukaj nekaj res še kakšnega komentarja. Hvala lepo. In Filipčuček bo dodal k tej vojaškemu delu še recepcijski del, miličniški del. Spoštovani, torej za razliko od predgovorca dr. Boština sem jaz posvetil, kot je bilo že omenjeno, torej slovenski milici v procesu osamosvajanja, se pravi med leti 1989 z nekakšnim uvodom, kjer mogoče posegam tudi v 80. leta in pa v neko transformacijo, torej milice v republiško strukturo, bi lahko dejali. Torej, prepričujem se, ker sem pripravil tudi en PowerPoint in spremljevanje slike, ampak žal računalnik ne podpira mojega programa, tako bom žal pač govoril brez spremljevalnega slikovnega gradiva. Torej, v času zaostrovanja krize jugoslovanske države v drugi polovici 80. let se je tudi slovenska milica
ideologije bratstva in enotnosti, od pripadnosti skupni jugoslovanski državi in se hkrati preoblikovala iz zvezde do republiške institucije. Ob stopnjujočem pritisku srbskih oblasti je milica ohranila mirne živce in bila pomemben dejavnik demokratičnega razvoja Slovenije. Zaradi različnega razumevanja nujnih reform v državi sta se vojska in milica v Sloveniji začeli kazati kot dve sorodni organizaciji z različnimi pogledi in cilji. Vojska se je zavzemala za centralizacijo države, slovenska milica pa je bila usmerjena v slovensko politično dogajanje. Ker je bila narodnost homogenizirana, relativno samostojna v odnosu do zvezdnih varnostnih organov, odlično organizirana, opremljena in strokovno usposobljena, je odigrala ključno varnostno obrambno vlogo v procesu demokratizacije Slovenije. Srbsko nacionalistično politiko se je milica seznanila že na Kosovo leta 1981, ko so Albanci jasno pokazali svoje zahteve po drugačnem položaju v jugoslovanski državi. Februarja 1989 so slovenski miličniki zavrnili sodelovanje v akciji srpske, kosovske in vojvodinske milice proti rudarju Rudnika Stari pri Trepči. Ko je srpska oblast z namenom destabilizacije slovenske republiške oblasti in vzpostavitve izrednih razmer leta 1989 napovedala zborovanje v Ljubljani, je slovenska politika temu ostro nasprotovala. Milica je v tem kontekstu odigrala ključno vlogo, preprečila napovedani miting in pokazala, da je Slovenija sposobna tudi silo zavarovati svojo suverenost in doseženo stopnjo demokracije. Izkazana raven usposobljenosti, strokovnosti in etičnih meril se je pravično pokazala v povečanju ugleda in zaupanja slovenskih prebivalcev do milice. Do prvih nesoglasij med vojsko in slovensko milico je prišlo spomladi leta 90, ko je vojska želela prek zvezdnih oblasti doseči razširitev mejnega pasu, v katerem je bilo gibanje strogo omejeno. Po aprilskih demokratičnih volitvah je pa je Jugoslovanska ljudska armada maja 90 s podporo zvezdnih organov odzela orožje teritorialne obrambi. Sekretar za ljudsko obrambo na občini Kočevje Anton Krkovič in poveljnik Centra za usposabljanje posebnih in bojnih enot milice Vinko Beznik sta se vrnila na pristojna republiška sekretarja za ljudsko obrambo Janeza Janšo in za notranje zadeve Igorja Bavčarja, ki so uskladili vse potrebno za zavarovanje skladišča orožja v Gotenici pred morebitnim posegom JLA. Zaradi velikih količin pridobljenega orožja sta Krkovič in Beznik iskala možnosti za njegovo zavarovanje. S svojimi idejami sta se vrnila na zaupanje vredne pripadnike novomeške teritorialne obrambe, kasneje še na strukturo novomeške milice, ki je bila organizacijsko brezhibna zaradi narave svojega rednega dela. V tem razmerju se je med vodstvi obeh struktur vzpostavilo določeno zaupanje, na podlagi katerega so odlično izpeljali prve zastavljene naloge. Zaradi odlične izkušnje organizacije na Dolenjskem pa so bile poleti v zgodnji jeseni 90 iz pripadnikov narodne zaščite in milice oblikovane nove slovenske oborožene sile, torej manevrska struktura narodne zaščite. Do konca septembra se je vzpostavila tajna mreža, za katero je vedel ozek krog pripadnikov milice in narodne zaščite. V načrtih pa je zajemala velik del pripadnikov obeh struktur. Glavne aktivnosti, ki jih je milica izvala septembra in oktobra 90, je bila priprava tajnih skladišč, transport, disperzija in nadzor orožja ter varovanje evidenc vojaških nabornikov. Še posebej pa se je izkazala pri formiranju slovenskih obrambnih sil. V času reorganizacije teritorialne obrambe in oslabitve obrambne sposobnosti Slovenije je milica od oktobra naprej izvala podobne naloge tudi v času manevrske strukture, le da je na mestu narodnih zaščiti nudila podporo teritorialne obrambi. Potem, ko prevzel poveljevanje teritorialne obrambe Slovenije Janez Slapar, je Jugoslovanska ljudska armada v noči iz 4. na 5. oktober poskušala destabilizirati ustavno ureditev Slovenije za zasedbo republiškega štaba za teritorialno obrambo. Vojska je s tem kršila slovensko suverenost, odnosi pa so se dodatno zaostrili. Republiški sekretar za notranje zadeve je na podlagi dogodkov in zaostrovanja razmer nemudoma intenziviral akcijo Atlas, ki je predvidevala zavarovanje in zaščito objektov ter varovanih oseb. Še posebej v Ljubljani, strani organov za notranje zadeve. Ker pa je JLA sekundirala v radijski zvezi signalov organov za notranje zadeve, je bil izdelan še načrt posebnih kurirskih zvez med republiškim sekretariatom za notranje zadeve, upravami in postavami milice, ki se je aktiviral signalom Torba. V takšnem vzdušju so se pravili odkrite težnje slovenske razdružitve od Jugoslavije, ki so se potrdile na decembrskem plebiscitu, še bolj pa so se utrdile po neuspešnih prizadevanjih glede konfederalne rešitve države. Medtem je republiški sekretariat za notranje zadeve zaradi pripravljenosti JLA
odredil ukrepe za fizično varovanje objektov, organov za notranje zadeve in za izvedbo mobilizacije. Po poskusu državnega udara pa je bila marca 1991 ustanovljena republiška koordinacijska skupina, ki je skrbela za procese osvajanja. Milica je bila zaradi povečanih vojnih dejavnosti Jugoslovanske ljudske armade praktično že pripravljena na vojno stanje, ob tem pa opravljala svoje redne delovne obveznosti. Republiški sekretariat za notranje zadeve je ob tem izdelal tudi načrt Kamen, ki je predvideval ukrepe milice v morebitnem poskusu JLA, da bi zasedla meje in izvedla izolacijo Slovenije. Sprejetje samostojnega slovenskega proračuna in prenehanje plačevanja carinskih dajatev v zvezni račun sta bila dodatno udarec Beograda. Še bolj pa ustanovitev dveh učnih centrov, teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru in na Igu pri Ljubljani, potem ko je bil sprejet moratorij na služenje slovenskih obveznikov v JLA. V tem konfliktnem ozračju so organi za notranje zadeve vse skozi budno spremljali dogodke v zvezi z JLA, še zlasti njene premike z vojaškimi civilnimi vozili. O povečani stopni pripravljenosti enot JLA v Sloveniji republiški sekretariat za notranje zadeve izdelal načrt carina za odvzem orožja carini. Zaradi varnostnih razmer so enote milice izdelali tudi navodila za izvajanje ukrepov v okviru akcije Plebiscit. Istočasno je bil aktiviran še načrt Kamen, enote milice pa so s patruljami okrepljeno nadzirali mejo za Avstrijo in Hrvaško. Po posredovanju Jugoslovanske ljudske armade, torej vojske v učnem centru v Pekrah 23. maja, pa je postalo vse bolj jasno, da se obeta vroče poletje. Vprašanje nabornikov oziroma usposabljanja v okviru teritorialne obrambe je sprožil prvi odkrit konflikt z JLA. Zaradi tega dogodka je republiški sekretariat za notranje zadeve odredil pripravljanje vseh vodilnih in vodstvenih delavcev milice, vseh starešin milice in aktivnih pripadnikov posebnih enot milice. Republiška koordinacijska skupina je v skladu s smernicami predsedstva Republike Slovenije naslednjega dne odredila blokado vojaških objektov po celotni Sloveniji. Milica in teritorialna obramba pa sta poostrili varovanje pomembnih objektov. Republiški sekretariat za notranje zadeve je enotam organov za notranje zadeve naročil, da aktivnim vojaškim osebam in drugim pripadnikom JLA preprečijo vstop v njihove prostore. Enote milice pa so v okviru akcije Atlas okrepile varnostne ukrepe za varovanje, torej varovanih oseb in objektov. Ob dogodkih v Pekrah je napetost med JLA in Slovenijo sprožila še akcija specialne enote milice, pripadnikov teritorialne obrambe in zaposlenih v tovarni tam, ko so odzeli oklitne transportere, izdelane za JLA, da ga pač ta ne bi uporabila proti slovenskim demonstrantom. Tudi ti dogodki so konec maja pospešili ustanovitev 7 koordinacijskih podskupin za sodelovanje med organi za notranje zadeve, teritorialno obrambo in območjimi sekretariati za ljudsko obrambo na območju vseh 7 pokrajinskih štabov TO. Ko je Zvezdna carinska uprava sredi junija najavila pobiranje denarja na slovenskih mejnih prehodih s pomočjo zvezdnih miličnikov, ob tem pa še zamenjavo slovenskih carinikov z zvezdnimi, je Bavčar izdal odredbo o izvajanju nalog organov za notranje zadeve o osamosvojitvi Slovenije, akcija Lipa. Odredil je prekinitev letnih dopustov vsem delavcev organov za notranje zadeve, aktiviranje načrta Torba, pripravljenost posebnih enot milice na domu, aktiviranje načrta Klin 1 in odredil mobilizacijo rezervnega sestava milice. Republiški sekretariat za notranje zadeve je medtem aktiviral še akcijo osamosvojitev 91, s katero so bile določene naloge za zagotovitev varnosti ob razglasitvi samostojnosti Slovenije. Odnosi med vojsko in milico so se dodatno zaostrili o predvideni menjavi zvezdnih tabel in zastav na mejnih prehodih slovenskimi, kar so večinoma opravila cestna podjetja, zavarovala pa milica. V tej zvezi so bili predhodno aktivirani načrti Atlas o objekti in Kamen. Ko pa je Skupščina Republike Slovenije razglasila samostojnost, ki je nasprotoval Zvezni izvršni svet v sodelovanju z Zvezdnim sekretariatom za ljudsko obrambo. Vse to je dalo torej Jugoslovanski ljudski armadi možnost vojaškega nastopa. Slovenski oblasti je v 10-dnevni vojni uspelo združiti obe strukturi, milico in teritorialno obrambo, toda profesionalnost in odlična organiziranost slovenske milice so se tudi med vojno pokazali za izredno pomembni, če ne celo ključni. Milica je pravila ogromno dela, brez katerega bi imela teritorialna obramba najmalo težav pri zavarovanju slovenske osamosvojitve. Enote milice in teritorialne obrambe, ki so delovale usklajeno, so sprva pasivno preprečevale, da bi vojska dosegla načrtovane cilje. Na podlagi tega so že zgodaj zjutraj 26. junija postavili številne cestne vire, po večini tovornjake in gradbene stroje. Na glavnih cestah pa milica za zapore ustavila promet. Oboroženi spopad pa se začel 27. junija
91 dopoldne, ko je predsedstvo Republike Slovenije posredovanje enot JLA opredelilo za agresijo. Republiška koordinacijska skupina je poslala ukaz podskupinam, v katerem je odrejala, citiram, odpirajte ogenj vsega orožja na vse helikoptere JLA, ne glede na njihov položaj, konec citata. Kljub oviranju in bojem so enote JLA določeno zasedlo večino mejnih prehodov. Toda slovenske sile so izvedle protiofenzivo in naslednji dan zadele več mejnih prehodov in mejnih stražnic. JLA se je znašla v defenzivi, enote milice so bile v teh razmerah upozorjene na dosledno izvajanje ukrepov za lastno varnost in varnost objektov organov za notranje zadeve, posredovan pa jim je bil tudi ukaz o ustavitvi vseh ofenzivnih aktivnosti proti enotam in objektom JLA. Slovenske sile so v naslednjih dneh največ s pogajanji zasedle večino mejnih prehodov. Milica je medtem okrepila tudi spremljanje obveščevalcev JLA, ki so bili na terenu v civilnih oblikah. Za tajni prevoz delegatov skupščine izredno seje v Ljubljano je bil aktiviran načrt Skala, ki je bil v skladu z načrtom, torej uspešno in brez zapletov izveden. 2. julija pa je JLA začela z drugo fazo napadov, ki je vključevala letalstvo. Predsedstvo Republike Slovenije zvečer kljub temu razglasilo enostransko ustavitev ognja. JLA je v primeri privolila šele naslednji dan. Komisija, ki se je sestala v Zagrebu, je sklenila, da bodo slovenske sile deblokirale vse enote JLA, te pa da se bodo umaknile v vojašnice do 5. julija do 17. ure. Po vojni je policija, torej preimenovana iz milice, ki je organizacijsko in funkcionalno pričela s preoblikovanjem, še vedno zagotavljala poleg varnostne tudi obrambno komponento. Kljub temu, da je bil oborožen boj 5. julija končan, je policija naredila vse, da zavaruje pomembne objekte, osebe in nasploh zagotovi varnost državi. Saj se napete razmere tudi po spopadih niso umirile. Ker je vojska imela razvejeno mrežo tajne službe, svoje pozvalce in vohune, ki so bili stavljeni na terenu, je delovala še vedno v vojnem stanju. Uprave za notranje zadeve so organizirale posvete komandirjev, kjer so bili prisotni seznanjeni z oceno dela, nalogami po Brionskem sporazumu, sodelovanjem z ostalimi strukturami, z usposabljanjem protioklepno orožje, zdravstveno oskrbo, zagotavljanjem rezervnih vojnih lokacij, varnostjo vlastnih objektov in usposabljanjem rezervne policije. Zaradi prenehanja spopada je bila vdajena tudi 50% demobilizacija vojno-organizacijskih enot policije, kriminalistične službe in skupnih služb. Potem, ko je predsedstvo SFRJ 18. julija sprejelo sklep o umiku oziroma premeščanju Jugoslovanske ljudske armade iz ozemlja Slovenije v roku 3 mesecev in o izpustitvi vseh slovenskih nabornikov v JLA, kar je neutraliziralo najspornejše točke Brionske deklaracije, je Republiška koordinacijska skupina izdala navodilo za ravnanje glede umika JLA. Policija v tem kontekstu prenehala izvajati naloge fizičnega varovanja vojaških objektov, blokade vojaških objektov je bilo treba v skladu z danimi navodili v celoti odpraviti, ohraniti pa je bilo treba učinkovito operativno kontrolo nad izhodom vojaških enot. Policija je v okviru novih razmer spremljala premike vozil JLA in aktivnosti vojaških oseb, kontrolirala prelete letal, helikopterjev in nadzorovala splošno stanje v državi. Sredi avgusta je Ministrstvo za notranje zadeve ukinilo fizično varovanje objektov organov za notranje zadeve, ker so to dopuščale varnostne razmere. Hkrati pa se je krepilo varovanje skladiščne materialne obrambe zaradi vdorov in odtujitve orožja strani JLA. Policijske enote so pričele intenzivno urejati tudi vse potrebno za sprejem beguncev na meji s Hrvaško in okrepile varovanje meje, se pravi akcije Južna meja. Potem, ko je bil oktobra vzpostavljen enakmeni režim na meji s Hrvaško, kot je bil torej na meji z Avstrijo in Italijo. Kljub vsemu pa je torej glavni moment predstavljal umik Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije, ki naj bi trajala do 18. oktobra. Zahtevna operacija je dodatno zapletla vojna na Hrvaškem, zato so se kontingenti JLA, ki so oktobra še ostali v Sloveniji, umaknili iz koperskega pristanišča en teden kasneje. Glede na določila dogovora o dokončnem umiku JLA iz Slovenije je bil kot zadnji rok določen datum 25. oktobra v polnoči, a se dejansko premaknil za uro naprej. Zadnji vojaki JLA so tudi seveda v policijski asistenci in nadzoru z malteškim trajektom Venus zaposlili slovenske ozemljske vode 26. oktobra ob 1. uri zjutraj. Skratka, če strnem, najpomembnejša dejavnost milice oziroma policije po začetku vojne v procesu osamosvajanja je bilo v rednem delu vsekakor njeno postopno vključevanje v obrambne naloge, ko je v zastrovanju jugoslovanske krize prevzemala tudi vlogo obrambnih sil v Sloveniji. Z odhodom zadnjega vojaka je policija ponovno nastopila svojo osnovno varnostno službo. Hvala lepa. Hvala
odpiram razpravo na temo teh dveh referatov. Če ni od vaše strani nobenega vmes za provokacijo zemlje. Aha, pardon. Za Filipa Čučka, dve vprašanje. Prvič, če so bile in do kam so segle kadrovske spremembe po imenovanju novega izvršnega sveta slovenskega, mislim na samem sekretariatu za notranje zadeve in v milici. Mislim, v operativnih pozicijah. So bile kadrovske spremembe? Ne, tole zdaj vem, po aprilu. Ja, po aprilu 90. Mislim, po začetku vojne zdaj govorimo o tej imenski preoblikovanju milice, recimo, ko se pač ne vse strukture dejansko preimenovajo iz sekretariatov, sekretariat, recimo ministrstvo, sekretarje minister, milica. Kadrovske spremembe pa v bistvu ja, to je lahko homogenizirana, recimo, ne vem, narodnostno homogenizirana, recimo slovenska milica že prej, od 70, recimo naprej ni bilo nujno, recimo to kadrovsko zanimljavljala in potem teh so, recimo, da ne se mogoče tudi. No, recimo, šefi policijskih uprav, posameznih in tako naprej. Ne, ni bilo, da je zamenjava vodstvo milice, torej Pavlečeli prevzame v leti 90, torej komandiranje, torej uniformirani milic, medtem ko vse ostale osebe ostajajo na svojih položajih. Razen SDV, edina sprememba, da bi SDV, ki je program sestavi ministrstva. Reč pa je Bavčar delal še z istim starim Ertovim kabinetom v začetku naprej. Recimo pač posamezni, s katerimi smo mi delali, recimo v času bagiranske strukture, so zgolj pač kadrovske spremembe zgolj tem, da si primero samo v tem, da so napredovali v tem času pol leta. Kada je nekdo, ki bi recimo prej na mesto šefa policijske postaje, potem postala recimo načelnika. Kadrovski sestavki je v bistvu nespremljeni. Ali drugače rečeno, milica se ni čistila. Mislim, ni priškajalo do nobenih čist v milici po volitvah, odnosno po prevzemu oblasti. Če se prav spomnim, je potem po leti 91 do ene afere, ko milica, ne varnostno obveščevalstvo, pa milica pošilja neke podatke še vedno republiškemu vodstvu, ne, to bi bilo zdaj za naše perspektive, verjetno neka zloraba pač moči. Če lahko kaj več o tem mogoče, če je to bolj znano, ni. Tu pa zdaj, niso v bistvu zdaj, da so se ljudi so ukvarjali, če niso logo že predstavljati, recimo delovanje in tako. Bolj za konkretno. Torej, samo nekaj veliko k izvajanju kolege dr. Guština. K njegovim začetnim izvajanjem, seveda se ta stvar je povsem znana, ampak vseeno mogoče je zanimivo, ko je govoril o postopnem naraščanju sporov z Jugoslavijsko ljudsko armado, tako rekoč plazečim nestrinjanjem slovenskega javnega mnenja z politiko varovanjem legitimnosti Jugoslavije strani JLA. JLA pa je bila kot znano v bistvu granitna ustanova. Bi omenil vsaj, da je bilo to vsaj v nekih začetkih tudi jezikovno vprašanje. Vsaj vemo, že general Avšič je začel z idejami o uvajanju slovenščine v JLA, da bi bila za slovenske vojake uporabljena slovenščina. Seveda je to takoj povzročilo načelne probleme, kajti če bi slovenski vojaki lahko v vojski govorili slovensko, bi mi ne morali s tem uvesti nacionalno homogene enote, to pa je že zelo blizu slovenski vojski. V
varuhi jugoslovanstva v Beogradu, posebej mediju, so seveda tako na to z vsemi topovi ustalili. No, to je bilo že malce prej, ampak nekako sredi 80-ih let je potekala še ena akcija, ki je bila v začetku pravzaprav neznana javnosti, sicer strani Franceta Klopčiča, znanega našega zgodovinarja, ki je predložil v diskusijo tezo o slovenskem nacionalnem narodnem programu. Mislim, da to je vključevalo tudi problem vojske in slovenščine in uporabe maternega jezika za naše vojake. Na CK-ju so potem sklicali tako rekoč okroglo mizo, tajno okroglo mizo o njegovem programu in na to okroglo mizo je bila strani našega inštituta delegirana kolegica Jera, ampak ona je bila takrat zadržana in bi mene delegirala. Jaz sem se te okrogle mize odložil, mimo glede ta program, te teze in tudi sama diskusija je bila kasneje objavljena v reviji Borec. In na tej okrogli mizi je beseda nanesla se jasno tudi na slovenščino in uporabo slovenščine v vojski, za katero se tudi Franci Klopčič seveda zauzemal. Jaz kaj dosti pametnega tam nisem mogel povedati, da pa bi nekaj rekel, sem pa tako malce bolj politično povedal naslednje. Moj stari oče je moral v vojski govoriti nemško, moj oče je moral v vojski govoriti italijansko, jaz v vojski sem moral govoriti srbsko. Želim si, upam, da bom kdaj doživel, da bosta moja sinova lahko v vojski govorila slovensko. No, absurd zgodovine je v tem, da potem, ko sta dosegla leta, ko bi morala biti v vojsko, pa v Sloveniji bila uvedena profesionalna vojska, in sta seveda se z velikim veseljem odrekla tej pravici. No, nekdo mi je pa že zadnjič, ko sem to pripovedoval, rekel, da če bi zdaj šla v vojsko, bi pa že skoraj morala govoriti angleško. Hvala. Bi si dovolil za zaključek eno provokativno vprašanje. Kolega Ključek je omenil, zapustili so slovenske ozemeljske vode. To se ponavlja, ta izraz. Kaj bo to? Kjere vode se pozdravi? Tudi smo se ni treba odvajati, ampak se... Ne, to je še zelo bistveno vprašanje. Je bistveno vprašanje. Ta težki projekt, da je slovenski vojaki odplul nekaj po polnoči iz Kopra. In je rado približno 1 uro do tiste točke, kjer so rekli, tu smo pa zapustili slovenske. Ja, in smo rekli, na kjeri točki pa je to, ker potem bomo rekel, smo vse probleme okoli te meje razrešili. Policijska dikcija, tisto, kar je slovenska milica, takrat pomorska policija. Tako, nadzira. In takrat je bilo celi Piranski zaliv. Jaz sem upal, da bomo dobili točno koordinato, kje je to in bomo potem rekli, to pa je to. Ampak potem so nam povedali, policaji, da je to pravzaprav samo tista točka, da so oni pač locirali in seveda potem več ni bilo njihovi jurisdikciji, in prav so bili jurisdikciji hrvaške milice, da je kontrolirala. Ampak točke pa še vedno ne vemo, kje je. Ljubila pa zelo zanimivo. Kakšna stvar za diskusijo? Ne, najlepša hvala in zapustili smo drugi današnji del.